Pozdravljeni. V medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, je danes odjeknjena novica, da Giampiero Lambiase zapušča Red Bull. Kaj se skriva v ozadju in seveda še marsikaj drugega, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. Novica o morebitnem prestopu Giampiera Lambiasea je morda eden od signalov, da bo Max Verstappen v bližnji prihodnosti tudi zapustil Red Bull. Ampak kot smo lahko brali v raznih virih, do tega trenutka gre le za govorice in le za namigovanja. V nadaljevanju bomo videli, da tudi marsikatera teorija verjetno ni vključevala vsega tistega, kar bi morala. Torej, slišimo lahko zgodbe, ki so močno potencirane, brez neke prave osnove. Ampak poudariti je treba, da se govori, kako bo Giampiero Lambiase prestopil iz Red Bulla v McLaren. In tam po nekaterih govoricah celo nasledil Andrejo Stella. Ampak pojdimo kot običajno malce bolj po času in skušajmo razumeti skupaj, zakaj v resnici gre in kje so tiste šibke točke raznih teorij. Giampiero Lambiase kljub imenu ni Italijan. Ima britansko in italijansko državljanstvo. Je sin italijanskih staršev, ampak rojen v Veliki Britaniji, v Bedfordu. In v Formuli 1 je prisoten od leta 2005, ko je prišel v ekipo Jordan. Tam je ostal v mnogih preimenovanjih, najprej v Midland, nato v Spyker in Force Indio, ter leta 2015 prišel v Red Bull, kjer je postal inženir Danila Kvyata. In od tu naprej je verjetno zgodba znana. Namreč velika nagrada Španije 2016 dirka, kjer sta si Max Verstappen in Danil Kvyat zamenjala sedeža. Kvyat je odšel v skuderijo Toro Rosso, Max pa je prišel v Red Bull. Na svoji prvi dirki za ekipo iz Milton Keynesa je zmagal in praktično od tistega trenutka naprej je stalno sodeloval z Lambiasejem. On je bil tisti glas po radijski zvezi, ki mu je ob pravem trenutku dal prave informacije. On je bil tisti, ki ga je bodril, motiviral, pomirjal v danih trenutkih. In čeprav so se zadolžitve Lambiaseja skozi čas spreminjale, je zmeraj ostal inženir Maxa Verstappen. Naprimer, Lambiase od leta 2022 je glavni inženir, kar se tiče bolidov na progi, tudi onih zgodovinskih, ki jih ima Red Bull, in skrbi tudi za isto mikroprodukcijo cestnih avtomobilov. Ko je Jonathan Whitley zapustil Red Bull, je dobil Lambiase tudi del njegovih zadolžitev. Ampak marsikdaj v raznih člankih se pozablja na neko informacijo osebne narave, ki nam bo lahko pomagala razumeti marsikaj. Prav v sezoni 2025 je Giampiero Lambiase manjkal na dveh velikih nagradah. Na veliki nagradi Avstrije in veliki nagradi Belgije.
v obeh primerih zaradi uradno osebnih razlogov. In zvedelo se je, da je žal njegova žena zbolela za rakom in da je hotel ji stati ob strani. Kar pomeni, da moramo njegovo prihodnost nekako gledati tudi v tej luči, da Giampiero Lambiase morda ne želi celo leto biti naokrog v svetu v tujini in da si lahko želi biti bližje domu. A treba je tu povedati, da pri McLarenu imamo kar nekaj inženirjev, ki prihajajo iz samega Red Bulla. Tehnični direktor Marshall je verjetno eden izmed tistih, ki so dobesedno zaslužni za vse uspehe v letih 2024 in 2025. A ne smemo pozabiti, da je Courtney prišel v ekipo iz Wokinga prav letos. In Courtney je bil šef strategov pri Red Bullu, nadrejen Hani Schmitz. V McLarenu je pa postal športni direktor. Njegov odhod je bil najavljen leta 2024. Šele leta 2026, po pregovarjanju z McLarenom, je lahko prišel nekaj mesecev prej v ekipo iz Wokinga. Torej, lahko bi dejali sezono in pol, skorajda 2 čakanja. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kolikor je res, da bo Giampiero Lambiase prestopil iz Red Bulla v McLaren, kdaj se bo to zgodilo? V sezoni 2026 zagotovo ne. Ali bo ga Red Bull spustil tako izvajeti, je tudi malo verjetno. Tako imenovani gardening leave lahko traja tudi celo sezono 2027. Torej, Lambiase bi lahko prišel v McLaren, če informacije držijo, komaj leta 2028. In sedaj se odpirajo novi scenariji. Brali smo lahko, kako naj bi Andrea Stella že podpisal predpogodbo s Ferrarijem. Ampak Giampiero Lambiase v McLaren ne bo prišel pred letom 2028, če smo res realni. Torej, kaj lahko pričakujemo? Prvič, ali smo res prepričani, da bo Giampiero Lambiase nadomestil Andreo Stello? Zakaj bi Andrea Stella zapustil McLaren, če je prav tu dosegel, bodimo iskreni, največje uspehe v svoji karieri? In seveda od sezone 2025, ko je McLaren osvojil naslov med konstruktorji in vozniki, ni minilo niti še leto. In tu je treba povedati, da ga mnogi vidijo že v Ferrariju. In Andrea Stella v Ferrariju lahko nadomesti samo Frederika Vassarja. Namreč nihče ne bi sprejel nižjega položaja, kvečjemu višjega. Ampak tu je treba povedati, da obstajajo razne govorice, da je tudi Vassar tisti, ki je dobil 5 velikih nagrad, da se izkaže. 3 so že minile. In zopet smo tam. Ukolikor si želijo nekateri zamenjati Vassarja, so izbrali neprimeren trenutek. Čas za menjavo je bil malce pred tem, o tem smo tudi že govorili na kanalu, ampak verjetno tudi Andrea Stella ne more kar tako sredi sezone zamenjati ekipe. A verjetno mnogim piscem to enostavno ni jasno. In prej bi dejal, da Andrea Stella bi lahko nadomestil nekoga nad njim in seveda nad njim
v tem trenutku je samo Zac Brown, ki je pa že mnoga leta na čelu McLarena in mogoče, ponavljam, mogoče se želi upokojiti. In tudi Courtney, ki je športni direktor, bi lahko bil naravni naslednik Stele na vrhu McLarena. Tako da Giampiero Lambiase, po mojem skromnem videnju, bi težko prišel na to mesto. A ne smemo pozabiti še na tisto poglavitno točko. Tudi če sam Giampiero Lambiase postane in principal, glavni odgovorni McLarena, bo prav tako celo leto naokrog z ekipo po raznih velikih nagradah in bo, kot do sedaj, oddaljen od svoje družine. Vprašanje, si tega res želi? In tu verjetno lahko vsakdo izmed vas poda svoj odgovor. A ne smemo pozabiti še na nekaj. Ukolikor Giampiero Lambiase zapusti ekipo Red Bulla po koncu sezone 2026, je malo verjetno, da bo Max Verstappen ostal. Kam se bo preselil? Verjetno k tovarniški ekipi Mercedes, saj takšna so moja predvidevanja. V McLarenu ga ne vidim, čeprav bi bilo zanimivo videti, kako bi se obnašal Max ob Landu Norrisu in kaj bi lahko pokazal Oscar Piastri v Red Bullu. Meni kombinacija bi bila všeč, bolj iz zabave kot karkoli drugega, ampak dvomim, da je zadeva realna. Ampak kot običajno, skupaj bomo odkrili, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Kar se tiče teh govoric o prestopu Lambiaseja v McLaren, je pa še marsikaj nedorečenega. Namreč za takšen prestop se morajo prestaviti v mnogi. Zaenkrat imamo pa samo govorice o prestopu enega samega. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.